Živijo! Danes si bomo pogledali eno trditev in sicer perfect sound is perfect mouth shape, kar pomeni dober zvok je pravilna oblika naše ustne votline. Če si pogledamo, kako nastane zvok, zvok nastane na naših glasilkah, zrak iz pljuč se zaleti v glasilki, glasilki zavibrirata in spremenita ta zrak v zvočno valovanje. Potem se pa te zračne molekule zaletavajo v naše žrelo, v stene našega žrela, v stene naše ustne votline in zvok se zaradi tega okrepi in pridobi na barvi. Zato bi lahko rekli, da je barva in jakost našega glasu, da sta predvsem odvisni od tega, kako mi oblikujemo našo ustno votlino. Ko vadimo, je to dobro imeti v glavi, ker potem se ukvarjamo s tem, kaj počnemo z našo čeljustjo, ustnicami, jezikom in kako oblikujemo to notranjost tukaj notri naše ustne votline. Recimo si lahko pogledamo na eni lestvici, če zapojem gi, 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 gi. Sedaj se bom pa ukvarjala, da notranjo votlino tukaj zadaj bolj odprem gi, 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 gi. Lahko jo pa bolj zaprem gi, 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 gi. Lahko se pa koncentriram, da tole sprednjo votlino tukaj notri spredaj bolj odprem gi, 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 gi. Ali pa jo bolj zaprem gi, 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 gi. Vse močno spremeni zvok. Ne gre za to, da mora biti ta votlina zelo odprta. To je predvsem važno za kakšne višine, pa za tone, ki želimo, da so močni. Gre za to, da mora vsak posameznik ugotoviti, kakšna je tista optimalna oblika ustne votline, da dobi super zvok. Nekateri morajo usta bolj odpreti, nekateri manj, nekateri morajo dati jezik bolj nazaj, nekateri bolj naprej, da se te zvočne molekule okrepijo tako, da je zvok ven super, da naježi kožo poslušalcem. To je bilo za danes vse. Upam, da vam tale nasvet kaj pomaga. Lepo se majte in se vidimo. Čau!